Drage gledalke in gledalci, smo na Bledu, z menoj je Albina Ulčar, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste bili dolgoletna zdravnica, pediatrinja v Gorjah, ne? Kdaj ste začeli delati v Gorjah in koliko časa ste delali? Kmalu, ko sem začel delati, so mi dali posvetovalnice in sem v Gorjah delala, manj 40 let. Od kdaj do kdaj? Kdaj ste začeli? Začela sem, končala sem 56, potem nekako kmalu po 60. letu. Ste prišli v Gorje in ste delali 40 let? Sem delala v posvetovalnici, pregledovala šole, ker sem šolski in za šole in za posvetovalnico sama. Vsa leta smo delali v sredah posvetovalnico v Gorjah in to z velikim veseljem. Zelo rad smo hodili v Gorje. Vi ste hodili iz Bleda na Gorje, ne? Ja, z Bleda. Jaz sem pa na Bledu. Delala sem tudi v posvetovalnici Ribno, Bohinjska Bela, zasip malo časa, ker ni bil otrok, v Gorjah pa skozi. Z velikim veseljem. Za nas je bil praznik, v sredo smo hodili v Gorje, pa smo pa največkrat šli na Kofehdornko. Kje pa je bila ta posvetovalnica v Gorjah? Posvetovalnica... Ali zdravstveni dom, ali kako bi temu rekli? Ni bilo. Tam, kje je štacuna spode, kje je ta hiša, park bilo, tam je občina, a ne potem je pa ta hiša. V tej hiši smo imeli... Kako se je reklo tej hiši? A je to tisti obrtni dom, kjer je bil? Ne vem, zdaj so nas spomnili. Torej, v tej hiši smo imeli posvetovalnico skozi. Zraven občine? Zraven občine v prvem nadstropju. Kdo od zdravstvenih oseb, a ste vi bili edini, ki ste tu delali, ali so še kateri drugi vam pomagali? Samo vi ste bili? Ja. Samo vi ste bili, ne? Ja. Kakšne zdravstvene težave pa so imeli najpogostejše Gorjani, ne? Recimo posebej pa otroci. Veste kaj, posvetovalnica je pa namen obdržati zdrave otroke in so hodili vsak mesec, ali pa kakor smo naročali, na kontrolo. Ostale smo samo kakšne izjemne primere vzeli, odraslih nismo delali, potem pa šolske razrede, s tem smo delali. Katere težave so bile pa najbolj pogoste, recimo? Pravzaprav, nekako mogli smo se dogovoriti, da so mame ubogale in smo imeli prelepe otroke. Recimo nismo imeli nobenega smrtnega primera. V redu so bili, poseben red, recimo razred, smo en let gledali, je bil tretji razred, torej slovensko merilo so gledali, je bil najbolj zdrav razred v Sloveniji, ker poznal se je, da so v jesen, pozno jesen klali, da je bil meso, da je bil želez, a ne mi nismo imeli. Bolnico ne spomnim se primera, a ne. Kako je, če bi še mogoče opisali, kako je to vaše delo izgledalo v tej posvetovalnici? Še malo bolj podrobneje, če bi opisali. Kako je to delovalo? A kako delovalo? Mi smo prišli ob 10. v Gorje, potem smo pa delali, dokler so ljudje prišli. Vmes smo pa tudi šolske, sistematske gledali, to smo pa posebej prišli.
Aha, da ste šli na šolo, kar na šolo ali kako? Ja. In ste tam pregled naredili celega razreda, Ja. recimo. Ja. Aha. Mislim, bilo je zelo prijetno delati z Gorjanci. Nikdar ni bilo kakšnih nasprotij, zelo so ubogali, imeli so tudi lepe otroke, zdrave. Zdrave. Eno z drugim. Eno z drugim, ja. A se izpominjate kakšnih izrednih razmer, recimo cepljenja, recimo proti črnim kozam ali kaj takega? Kako je To to, cepljeno so pa imeli še posebej. kako je to izgledalo? Recimo, to je bilo obdobje, ko smo šli cepiti na Belo, v Riben gorje. Vse smo cepili tam. A ne, niso vozili jih na Bled. A se spominjate še kakšne epidemije, da je bila? Pa, Ne. Ne, ni bilo. Ne, So bile pa tiste črne koze, če se ne motim, 72. nismo imeli koze, sum. A sum je bil? Sum in potem so takrat otroke, pač smo poslali v Ljubljano in so bili tam na opazovanju. Ne spomnim se, da bi bil kdo kozo prebolel v Gorjah. Mogoče kje, ne vem, ampak ne spomnim se. Kaj se vam zdi najpomembnejše, da ostane zapisano o zdravstvu v Gorjah? Koda, Kaj se vam zdi, da bi bilo treba, kaj je tisto najpomembnejše o zdravstvu v Gorjah, kar se vam zdi, da bi bilo treba, da ostane zapisano v zgodovini? Nič ne vem. Jaz sem bila z Gorjanci prezadovoljna, zelo rada sem hodila v Gorje. Nismo pa imeli težkih primerov. Meningitisa se ne spomnim v Gorjah, ki bo Radolc, še pa še. Ne, je bilo zelo, zelo v redu. Jaz imam najlepše spomine. Ja. In sem presenečena, da ste mi prišli pogledati. Ja, z veseljem, to je del zgodovine Gorje, tudi zdravstvo, ne? Pomembno. In če vas prav razumem, so bili gor, nekih hudih zdravstvenih težav ni bilo. Ne, ker so... Čemu te prepisujete? Prvič so, kar sem rekla, ubogli. Mislim, da sem dosti znala. Ubogli so me, nobenih težav posebnih. Ja, razen kakšna taka zgubljena familija, da smo mogli bolj, to je bilo recimo, da niso bili čisto v redu. Ja, zamejhen. Sem pozabil reči, da je treba zgasniti. Halo? Ne moram zdaj govoriti, ker imam tle obiske, oprosti, te poklicova, ja. Ja, ajde, živijo. Kaj bi še želeli povedati sami o Gorjah, da vam je se najbolj vtisnilo v spomin? Nekaj ste že omenili, ne? Gorjanci nasploh. Mi smo se izredno razumeli, otroke so redno vozili v posvetovalnico, tako da nismo, saj jaz nisem čutila z njimi problemov. Zelo, zelo rada sem hodila v Gorje. Sam to naj povem. In še danes se spomnim kot najbolj prijetnih v Gorjah. V redu, hvala za pogovor. Prosim. Ja.